Radio Ognjišče. Celjska, murskosoboška in novomeška škofije so v svetem letu usmiljenja od 26. do 29. septembra pripravili zahvalno romanje ob 10. obletnici ustanovitve škofij v Rim, Vatikan in Asizi. Za duhovno vodstvo so skrbeli celjski škof Stanislav Lipovšek, murskosoboški škof Peter Štumpf in novomeški škof Andrej Glavan. Na povabilo turistične agencije Ariturs smo romanje spremljali tudi sodelavci Radia Ognjišče. Približno 500 romarjev, več kot 30 duhovnikov in 3 ordinariji so se najprej zbrali pri sveti maši v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, predtem pa stopili skozi sveta vrata. Sveta maša je bila darovana ob oltarju pod mogočnim mozaikom Jezusa Kristusa, ki mu ob strani stojijo 4 evangelisti, pod njem pa apostoli. Mogočna bazilika svetega Pavla s kasetastim stropom in portreti vseh papežev je bila tako prva priložnost za srečanje romarjev, ki jih je nagovoril murskosoboški škof Peter Štumpf, katerega škofovsko geslo je "S teboj, Mati Marija". Dejal je, da je nemogoče ohraniti vero, če jo imaš samo zase. Kristus nam je naložil, da vero širimo, je bil jasen murskosoboški ordinarij. Vera se množi in krepi takrat, ko išče to, kar je Kristusovega. Po svojem stajenju od mrtvih Kristus svojim učencem ni dejal, naj ostanejo skupaj, da bodo za varnimi in zaprtimi vrati ohranjali vero. Kristus je svoje učence poslal v svet in jim naročil, naj oznanjajo evangelij vsemu stvarstvu. In učenci so šli, oznanjali Kristusa, ki so ga videli od mrtvih vstalega. Svojo vero so dali na razpolago tistim, ki še niso verovali. Eni so to vero sprejeli, drugi so jo zavrgli. Eni so postali Kristusovi učenci, drugi so postali preganjalci in ubijalci Kristusovih učencev. Pri veri gre za biti v Kristusu ali ne biti v Kristusu. Drugi dan je minil v znamenju številnih ogledov. Tako so se najprej ustavili v papeški baziliki svetega Janeza v Lateranu, kjer so prav tako stopili skozi sveta vrata. To je stolnica rimske škofije in uradni cerkveni sedež rimskega škofa, ki je papež. Pomembna je tudi zato, ker se je v njej odvijalo 5 koncilov, ki se po baziliki imenujejo lateranski koncili. Nato so si ogledali svete stopnice, ki jih je iz Jeruzalema dala pripeljati sveta Helena, in cerkev, kjer hranijo relikvije svetega križa. Kasneje so se romarji ustavili še v baziliki svetega Petra v verigah. Ime je dobila po verigah, v katere je bil vklenjen sveti Peter. Cerkev je troladijska in je bila zgrajena že v 5. stoletju, a je bila nato večkrat prenovljena, dograjena, preurejena. Najpomembnejše spremembe je naredil Michelangelo, ko je znotraj bazilike naredil kip Mojzesa. Drugi dan so si ogledali tudi ostanke antičnega Rima s Kolosejem na čelu. Najpomembnejši ostanki v središču starega Rima so Rimski forum, Vladarski fori in Trajanove tržnice, 3 centri političnega, ekonomskega in verskega ter socialnega življenja v starem Rimu, pa tudi Neronovo palačo, Domus Aurea. Dan so sklenili v objemu Jezusove matere, saj so imeli slovesno sveto mašo v baziliki Marije Velike ali kot tudi rečejo Marije Snežne. Tudi tukaj so romarji prestopili sveta vrata. To je največja Marijina cerkev v Rimu. Pozidana je bila v 4. stoletju pod papežem Liberijem. Slovesno somaševanje je vodil nekdanji nuncij v Republiki Sloveniji, kardinal Santos Abril il Castello, tudi arhipresbiter te marijanske bazilike. Zbrane je nagovoril novomeški škof Andrej Glavan, katerega škofovsko geslo je "Karkoli vam reče, storite". V pridigi je med drugim dejal, da je večji od Marije samo Bog. Naj ljubezen do nebeške matere v tej znameniti cerkvi močneje zažari tudi v nas in se združi v zahvalni spev tudi za naše nove škofije.
Ko je namreč presveta Trojica izbrala Marijo, ki je človek kot mi, za Kristusovo mater, je Marija vsakega izmed nas postavila pod svoj materinski plašč. Marija je Božja in naša mati. Tretji dan je predstavljal vrh zahvalnega romanja, saj so se verniki iz murskosoboške, novomeške in celjske škofije udeležili papeževe splošne avdience na trgu svetega Petra, kjer jih je Frančišek takole nagovoril. Sono lieto di accogliere I pellegrini sloveni, in particolare I fedeli della diocesi di Celje, Murska Sobota e Novo Mesto, accompagnati dai rispettivi vescovi. Cari fratelli e sorelle, il passaggio della Porta Santa rinvigorisca la vostra fede e rafforzi l'appartenenza alla famiglia ecclesiale, mentre auspico che la misericordia e l'amore di Dio siano la fonte del vostro apostolato. Di cuore imparto a voi e alle vostre famiglie la benedizione apostolica. Siano lodati Gesù e Marija. Z veseljem sprejemam slovenske romarje, še posebej vernike iz škofij Celje, Murska Sobota in Novo Mesto, skupaj s svojimi škofi. Dragi bratje in sestre, naj prehod skozi sveta vrata poživi vašo vero ter okrepi vašo pripadnost cerkveni družini. Medtem, ko vam zaželim, da bosta Božje usmiljenje in ljubezen vir vašega apostolata, iz srca podeljujem vam in vašim družinam apostolski blagoslov. Hvaljen Jezus in Marija. Radio Ognjišče. Slovenski škofje so papežu za darilo prinesli potico. Romarji so po splošni avdienci poromali skozi sveta vrata Vatikanske bazilike in se tam udeležili svete maše, ki jo je daroval kardinal Franc Rode. Spregovoril je o tem, da je treba utrditi vero. Kot nam je svoj čas naročil sveti Janez Pavel II. Ni dovolj, da se sklicujemo na dediščino iz preteklosti. Vsaka krščanska generacija, pravi papež, se mora ponovno odločiti za Kristusa, pa tudi vsak kristjan, jaz in ti, vsak dan. Bazilika svetega Petra je ena od 4 velikih bazilik v Rimu, je najznamenitejša zgradba v Vatikanu, njena kupola pa je izrazita na panoramskem pogledu na Rim. Je tudi največja cerkev v krščanskem svetu, saj pokriva 2,3 hektare in sprejme več kot 60.000 ljudi, je eno najsvetejših mest krščanstva, v njej pa je pokopan tudi sveti Peter. V popoldanskem delu programa so si romarji ogledali še Angelski grad, ki je bil leta 401 iz mavzoleja spremenjen v trdnjavo. Nato pa so jo papeži od 14. stoletja uporabljali kot grad v primeru napada na Rim. Od tam jih je pot vodila na Piazzo Navona, gre za prekrasen trg obdan z baročnimi palačami in vodnjaki. Ogledali so si tudi Panteon, ki je najbolje ohranjena antična stavba v Rimu in tudi najbolje ohranjen antični tempelj na svetu. Ni pa šlo brez ogleda enega najbolj znamenitih vodnjakov v Rimu, Fontane di Trevi, ki jo je v 18. stoletju izdelal Nicola Salvi. Ogled Rima pa sklenili na prostranih španskih stopnicah, ki jih sestavlja 138 stopnic in so najširše v Evropi. Verniki novomeške, celjske in murskosoboške škofije so zahvalno svetoletno romanje ob 10. obletnici ustanovitve teh škofij sklenili v Asiziju, rojstnem kraju svetega Frančiška, ki je leta 1208 ustanovil red manjših bratov in svete Klare, ustanoviteljice revnih sester,
ki je kasneje po njeni smrti postal red ubogih sester Klaris. Ogledali so si baziliko Marije Angelske in Porciuncolo ter baziliko svetega Frančiška Asiškega, kjer je svetomašo daroval celjski škof Stanislav Lipovšek, katerega škofovsko geslo je v ljubezni in resnici. In cerkev je vedno potrebna prenove, ker se vedno znova sooča tudi z silami teme, ki tako ali drugače ogrožajo njeno duhovno poslanstvo, ki je oznanjevanje evangelija, ki je obhajanje svetega bogoslužja in uresničevanje dobrodelnosti. 3 so zlasti področja, kjer naj bi mi pomagali popravljati cerkev. In to je družina, in to je župnija, in to so duhovni poklici. Kar 7 od 10 avtobusov je na tokratno romanje popeljala turistična agencija Aritours. Slavica Arih je bila nad izvedbo več kot zadovoljna. Predvsem pa, da nam je zaupana ta organizacija, da lahko toliko ljudi popeljemo, da je zaupana iz strani škofij oziroma Slovenske cerkve, da mi to lahko organiziramo, in po drugi strani, da nam toliko ljudi zaupa in se odzove našemu vabilu. To se je pač zdaj lepo videlo tudi po odzivu, ki je bil več kot odličen. Romarje sta ves čas pri svetih mašah spremljala tudi veleposlanik Republike Slovenije v Vatikanu Tomaž Kunstelj in nekdanji veleposlanik pri Svetem sedežu, sicer pa eden dobrih poznavalcev Svetega sedeža Ivan Rebernik.